Ja, pa mi pa kar povej, kdaj začnemo, ne? Samo še sekundo, evo ti. Še vedno. Dobro, zdaj smo na Facebooku, zdaj pa še to spustim noter. Pa smo se res zresnili. Nataša, zdaj smo na Facebooku in vsi so noter, tako da... Ok, lahko začnemo, ne? Pozdravljeni in pozdravljene na okrogli mizi Stop trpinčenju, razpravi, ki jo na Zoom podlagi in neposrednem Facebook prenosu organizirata Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Komisija za enake možnosti na področju znanosti. Moje ime je Nataša Briški, sem tudi članica omenjene komisije in nas bom vodila skozi to razpravo. Ob tem vsem ženskam želim še naprej veliko borbenega duha in poguma za spopadanje z izzivi na naši poti, ob 8. marcu seveda. Dogodek, ki smo mu priča danes, je organiziran v okviru dnevov enakosti spolov na Filozofski fakulteti. Vnaprej kličemo iskrena hvala vsem, ki ste se nam pridružili in pridružile, ki se vam zdi tema, o kateri bomo govorili, pomembna, da izvemo več, da se česa novega naučimo, da se pogovorimo o problematiki spolnega nasilja, pravnih vidikih, razširjenosti v akademskem prostoru in tudi možnih rešitvah tega problema, za katerega pa smo še posebno v zadnjih mesecih videli, da pravzaprav sploh ni majhen. Lepa hvala tudi in predvsem današnjim gostjem in gostom, vnaprej hvala za vaš čas. Izvrsten panel imamo danes pred sabo, vrhunske strokovnjakinje in strokovnjake na svojih področjih, jih vse natančno predstavim prav kmalu, uvodoma pa mikrofon prepuščam rektorju Univerze v Ljubljani, profesorju doktorju Igorju Papiču. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Torej, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, cenjeni vsi zbrani. Zavzemanje za ničelno toleranco do vsakršnega nasilja je nekaj, kar pogosto enostavno in morda skorajda samoumevno izrečemo, zatakne pa se pri doslednem ravnanju v skladu s temi vrednotami. Zagotovo se moramo tudi v akademski skupnosti vprašati, kaj se dogaja za zidovi naših izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij in kakšne oblike ravnanja, pogosto povezane s pozicijami moči, zavestno spregledamo ali celo jemljemo kot samoumevne. Okroglo mizo, kot je današnja, razumem kot prizadevanja za opozarjanje na te tematike, kot prizadevanja k senzibilizaciji za ta vprašanja in kot dobro priložnost, da razmislimo, kako deklarativno zavzemanje za ničelno toleranco do nasilja prevesti v prakso vsakdanjega delovanja. Veseli me, da Filozofska fakulteta pri tem dela pomembne korake. Lansko leto ste vpeljali sistem zaupnih oseb, tem zgledu zdaj sledijo že nekatere druge fakultete na Univerzi v Ljubljani. Vse strokovne smernice za preprečevanje spolnega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja, ki ste jih sprejeli na fakulteti, in pripombe na veljavni pravilnik o varovanju dostojanstva zaposlenih in študentov na UL, bo dobrodošla pomoč, da tudi na ravni univerze sprejmemo boljši pravilnik. Ta mora žrtvam bolj približati postopke in mora biti boljše orodje za preprečevanje vsakršnih oblik nasilja. Naša pravna služba na osnovi pripomb, ki ste jih pripravili na Filozofski fakulteti, že piše osnutek novega pravilnika, hkrati pa je ustanovljena tudi delovna skupina, ki bo pripravila končno verzijo pravilnika, te končne usmeritve, smernice pa bomo potem prenesli seveda na vse članice Univerze v Ljubljani. Načrtujemo tudi ustanovitev komisije Senata Univerze v Ljubljani za enake možnosti in karierni razvoj.
pa sprejetje univerzitetnega načrta za enakost spolov. Vsi ti dokumenti in pravilniki so zagotovo pomembni, jasno pa je, da brez spremembe naše kulture, brez prepoznavanja seksizmov in drugih izključevalnih praks ne bomo dosegli veliko. Zato so potrebni dolgotrajni napori, senzibilizacije in izobraževanja. To nam nenazadnje jasno kaže tudi dolgoletni boj žensk za enake pravice in enakost v družbi, kar obeležujemo z današnjim mednarodnim dnevom žensk. Zato mi dovolite, da na koncu iskreno čestitam vsem ženskam ob 8. marcu, hkrati pa nas vse skupaj pozovem prizadevanjem za boljšo, bolj vključujočo družbo, ker te cilje lahko dosežemo le vsi skupaj. Hvala. Najlepša hvala, gospod rektor Igor Papič. No, zadnjih nekaj mesecev je bilo zelo intenzivnih. Zdi se, da se je široko odprla debata, ki je vsaj v takšnem obsegu ni bilo. Vsaj 2 primera sta, ki sta v javnosti močno odmevala. Eden je primer Pribac, drugi je prijava spolnega nadlegovanja na AGRFT. 2 sem omenila, ki pa sem prepričana, da nista zadnja, ampak so se odprla ena vrata, za katera bi nekateri raje videli, da ostanejo zaprta, da ostane pod preprogo. No, ne bo. Tudi zahvaljujoč današnji debati, podobnih, ki so že bile in še bodo, in zahvaljujoč tudi aktivnim raziskovalni skupini, ki sliši na ime Rezistenca. Gre za ekipo, ki je v jabolko spolnega nasilja v akademiji resno zagrizla, sistematično, raziskovalno, proaktivno, in z nami je zdaj njihova predstavnica, Sara Svati Šaran. Sara, povejte, kdo ste, kaj natančno delate in zakaj, ter predstavite prve preliminarne rezultate vašega raziskovanja. Najlepša hvala. Pozdrav. Danes torej govorim predvsem kot članica Rezistence, čeprav pač sem obenem tudi podpredsednica študentskega sveta Filozofske fakultete, tako da kar pomeni, da sem dobro seznanjena tudi z situacijo na Filozofski fakulteti, bom pa govorila predvsem o stanju nasploh. Samo sekundo, da šeram, da vidite v redu. Torej, Rezistenca smo raziskovalna samoorganizirana skupina študentk. Izvajamo anonimno anketo na temo spolnega nasilja, ampak zgolj z relacije, torej nasilje, ki ga doživljajo študenti in študentke strani zaposlenega pedagoškega kadra na fakultetah, akademijah in višjih šolah. Cilj raziskave je v prvi vrsti predvsem prekinitev samega molka, ki je trenutno prisoten, tako da zbiramo tudi osebne zgodbe in pričevanja študentk, študentov. Poudarjamo, da je spolno nasilje na fakultetah močno zaznamovano z neenakim razmerjem moči in predvsem z izrabljanjem te moči. Pravzaprav obenem skupaj z raziskavo zahtevamo tudi sistemske spremembe, zahtevamo varno študijsko okolje z ničelno toleranco do vsakršne oblike nasilja. Danes ob 11. smo kot Rezistenca imeli dogodek z naslovom #univerza tudi. Takrat smo predstavili preliminarne rezultate naše raziskave. Čisto na kratko pa bom tudi sedaj predstavila. Samo moment. Okay. Torej, rezultati ankete kažejo na to razpršenost in vseprisotnost spolnega nasilja v akademskem prostoru. Izbrane izkušnje in pričevanja nam kažejo na kompleksno situacijo, v katerih pride do nasilja, predvsem na naučeno nemoč preživelih za izkušnjo nasilja in pomanjkanje struktur podpore osebam za izkušnjo nasilja. Torej, pomanjkanje razumevanja teh ljudi, ki so odgovorni za spremembe in spremembe položaja, v katerem se osebe s spolnim nadlegovanjem znajdejo.
Anketo je do sedaj izpolnilo 1686 oseb, od tega je 1339 žensk in 312 moških. 35 oseb pa se je označilo za nebinarne. Podatke zbiramo za vse visokošolske zavode in ustanove v Sloveniji. Zaenkrat je največ anketirancev in katerih obiskovalo oziroma še vedno obiskuje Univerzo v Ljubljani. Teh je 1034 oziroma 61,3%. Nato sledi Univerza v Mariboru, 81 oseb, ter Univerza na Primorskem, 39 oseb. 509 oseb matične inštitucije ni želelo navesti, kar je tudi samo po sebi precej povedno. Pri vprašanju prepoznavanja spolnega nadlegovanja nam podatki kažejo, da anketiranke in anketiranci povečinoma prepoznajo bolj izrazite mehanizme nadlegovanja, nekatera manj očitna obnašanja, kot so na primer bahanje osebe s spolnimi podvigi, deljenje spolnih izkušenj in fantazij, pa kot takšna niso zaznana. To kaže predvsem na dejstvo, da je spolno nadlegovanje širše v družbi, pravzaprav ni naslovljeno, ampak je normalizirano kot nekaj, kar pravzaprav je normalno, da doživi vsaka mlada ženska tekom svojega življenja. Torej razne oblike verbalnega spolnega nasilja, komentarji na videz, napeljevanje pogovora na temo spolnosti je strani pedagoškega kadra na visokošolskih zavodih doživelo že približno 17% vseh anketiranih oziroma 176 oseb. Fizično spolno nadlegovanje oziroma nasilje je na fakultetah sicer manj prisotno, se pa ta odstotek pomembno zviša pri osebah s posebnim statusom, torej športniki, osebe s hendikepom in podobno. Te osebe tudi zaradi svojega statusa preživijo več časa individualno s profesorji, ravno tako so lahko zaradi svojega hendikepa v še bolj podrejenem položaju in brez družbene moči za zoperstavljanje nadlegovanja. Osebne okoliščine možnost za nasilje namreč povečujejo, ker so osebe postavljene v še bolj podrejen položaj, mnogo bolj so nevidne, mnogo bolj so neslišane. Osebe, ki imajo izkušnje spolnega nadlegovanja, se od le-tej večini, torej 61%, zaupajo prijateljici ali prijatelju, 56% oseb nadlegovalca ignorira in se mu skuša čim bolj izogniti, 30% oseb pokaže neodobravanje in zahteva prenehanje izvajanja nadlegovanja. Le 4% oseb se pritožijo na fakulteto in le 1% obvestijo ostale zaposlene na fakulteti. To nam jasno kaže, da študenti in študentke ne čutijo dovolj zaupanja do vodstev fakultet, da bi se obrnile na njih. 3% oseb 3% so dejanje prijavile organom pregona, torej policiji. 24% oseb, ki doživi neko obliko spolnega nadlegovanja, pa o le-tem molči oziroma ne stori ničesar. Osebe, ki so se odločile spolno nasilje prijaviti, teh je zgolj peščica, so po večini doživele razočaranje nad odnosom odgovornih oseb, doživele so minimaliziranje nasilja oziroma pometanje pod preprogo kot nekaj, kar ni tako zelo problematično, da bi se s tem ukvarjali. Študente in študentke smo tudi spraševali tudi po njihovih stališčih glede spolnega nadlegovanja, poznavanju podpornih struktur in podobno. Kar 24% vseh anketiranih se je o spolnem nadlegovanju pedagoškega kadra pogovarjalo s svojimi vrstniki oziroma študenti, študentkami višjih letnikov. 98% vseh vprašanih se strinja, da je nadlegovalce potrebno prijaviti,
59% študentov in študentk bi se zaupalo drugi osebi na svoji fakulteti, a le 28% študentov in študentk pač sploh ve, na koga naj bi se lahko obrnili. In le 22% jih pozna svoje pravice. To kaže na izraziti manko informiranja študentov in študentk glede njihovih pravic, možnosti uveljavljanja le-teh, tako da se 80% študentov in študentk strinja, da spolno nadlegovanje na fakultetah ni dovolj naslovljeno. Torej, pomembno je predvsem informiranje, ozaveščanje, izobraževanje. Na Filozofski fakulteti smo to na srečo že začeli, torej z akcijo ozaveščanja Stop spolnemu nasilju v organizaciji študentskega sveta 1. oktobra, ki se je izvajala, ampak to je nujno potrebno izvajati vsako leto, tudi aktivneje vključevati podporno strukturo tutorstva, ki je tudi prva vstopna točka pri generacijah, ki se na fakulteto vpišejo. Ampak ja, ozaveščanje in informiranje seveda nista dovolj pri boju proti spolnemu nasilju, je pa to prvi korak za zavedanje, da mora študijsko okolje nujno biti varno. Brez varnega študijskega okolja pač prosperiranja mladih žensk ni možno, brez priliva oseb, ki želijo študirati, bodo izobraževalne, raziskovalne, znanstvene dejavnosti ali zamrle, ali pa zgolj reproducirale tradicionalno pozicioniranost glede na moč, ne pa znanje. Tako da, ja, danes na 8. marec, na dan žensk, moramo nujno zahtevati prihodnost, v kateri bomo vse in vsi enakovredne. Sara, kdaj pričakujete, da boste zaključili s to raziskavo? Kdaj končate, kdaj bodo končni rezultati? Zaključile bomo maja, torej pred iztekom, pred nastopom izpitnega obdobja bomo zaključili z raziskavo, tako da bo odprta pravzaprav še nekaj mesecev. Tekom poletja pa bomo pač podatke dalje in bolje obdelovali. Zdaj, zelo aktivni so bili zadnji meseci za vas, ne? Ukvarjate se s temo, ki je po 2 odmevnih primerih v javnosti nekako takšna, da si predstavljam, veliko vas je bilo videti v medijih. A so bili te zadnji meseci za vas zelo divji, a ne? Ja, mislim, tako, pravzaprav zaradi tega, ker se je v javnem prostoru začelo sploh naslavljati to problematiko, je prišlo do pospešitve pritiska na odločevalce, da prvič Univerza v Ljubljani bo šla v prenovo pravilnika, kakor smo slišali. Upamo pa, da bodo pač sistemske spremembe tudi širše. Namreč recimo čisto tako analogno, kakor zakon o delavskih razmerjih ščiti delavke in delavce in zagotavlja varno okolje brez nasilja. Ničesar podobnega pa recimo ne zagotavlja ZVIS, torej Zakon o visokem šolstvu. Ni zagotovljeno varno študijsko okolje, kar pa moramo zahtevati še. Sara, najlepša hvala za to predstavitev in tudi čestitke za vaše delovanje doslej. Hvala lepa. No, zdaj pa gremo k okrogli mizi. Kot sem omenila uvodoma, super gostje in gost in jih kar predstavim. Z nami so gospod Mitja Svete, predsednik Združenja za moč, potem Maja Plaz, predsednica društva SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, pa Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, doktorica Neža Kogovšek-Šalamon, ki deluje pri zagovorniku načela enakosti, doktorica Jasna Podrekam, sociologinja, raziskovalka na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, in pa doktorica Jovana Mihajlović-Trbovc, članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti in raziskovalka, ki se ukvarja z vprašanjem enakih možnosti v akademskem okolju. Lepa hvala vsem za vaš čas vnaprej.
da ste del tako pomembne okrogle mize. Kopico vprašanj imam za vas, spoštovani in spoštovane, ki nas spremljate, bodisi preko Facebooka ali pa Zoom povezave. Če imate kakšno vprašanje za katerega od gostov, vas prosim, če jih lahko zapišete v chat, klepet na Zoomu, tudi na koga naslavljate in jih bom skušala že med samim pogovorom, sicer pa proti koncu debate tudi nasloviti na tistega oziroma tisto, ki jim bo vprašanje namenjeno. Začenjam pa z vami, gospod Mitja Svete. Namreč zadnji tedni so mi dali precej misliti, namreč imeli smo to zelo odmevno kampanjo Samo ja pomeni ja, pa potem ta odmevna primera spolnega nadlegovanja, o katerih je bilo veliko slišati v medijih, in ne nazadnje danes, ko praznujemo Dan žensk, v različnih debatah ugotavljam, da nam osnovni pojmi nekako niso jasni. Osnovni pojmi, kaj to, ne vem, spolno nasilje, nadlegovanje je, pa dajte nam vi povedati, ker očitno bo te stvari treba še ponavljati in ponavljati. Kakšna je definicija, ne vem, spolnega nasilja kot odnosa med storilcem in žrtvijo? Ja, hvala lepa za besedo. Sedaj jaz bi pri definiciji se v glavnem usmeril ravno v ta del, v odnosni del. To je tisti del, ki se ga velikokrat pozablja, tudi v trenutni zakonodaji, recimo modelu prisile, je glavni problem ravno v tem, da ne predvideva odnosa. Zdaj sem dobil pa speljevalko, reci živijo. Tako kot na BBC-ju. Ja, tudi meni je ta primer padel na pamet takoj. Oči govori. Hvala. Torej, gre za vprašanje odnosa. Če se navežem v bistvu na raziskavo, ki je bila narejena za Hišo za otroke, to je zadnja taka velika celostna raziskava oziroma na nek način tudi prva glede spolne zlorabe otrok v Sloveniji, se je ugotovilo, da velika večina storilcev je znanih oseb. Pri nas je bila sicer to 1/3 je bila neznanih, 2/3 znanih oseb. V tujini raziskave pokažejo, da je število neznanih oseb še nižje kot 1/3, kar pomeni, da se žrtve soočajo z nekom, ki ga poznajo. Se pravi, da je to nekdo, ki je v njihovem socialnem okolju, v njihovi socialni mreži in s katerimi imajo ne samo, bomo rekel, en stik, ampak so na nek način povezane. Pri spolni zlorabi otrok, ker pri nas na društvu se ukvarjamo v večini z žrtvami pač v obdobju do 18. leta, gre za osebe, ki imajo dostop do žrtve in ki tudi so, bomo rekli, strukturno nad žrtvijo. Seveda to lahko tudi v akademski prostor zelo enostavno predstavimo. Imamo na eni strani profesorja, ki seveda je, bomo to rekli, javna osebnost, je tudi predstavnik univerze oziroma fakultete, je na poziciji moči, se pravi, več oblik moči ima, bomo rekli splošno to družbeno-socialno moč ima kot profesor, ima pa tudi de facto moč, seveda je tisti, ki da oceno v končni fazi in lahko tudi recimo študentko onemogoči, da opravi izpit. In že samo s tem, ko povem, v tej razliki v moči, študentka na drugi strani je seveda anonimna, lahko rečemo, je podrejena institucionalno gledano kot študentka. Govorimo o dveh strukturah moči, dveh pozicijah moči in seveda v tem odnosu je jasno, da kdo se bo podrejal, kdo se bo umikal. Pri spolnem nasilju, pri spolnem nadlegovanju je seveda to, da storilec ima bistveno več moči, testira jasno teren, dobi žrtev v pozicijo, kjer si jo želi, kjer si jo lahko podredi in potem jasno tudi zlorabo nadaljuje s tem, da zlorabi tiste oblike moči, ki jih ima na voljo. Ne bojo to formalne oblike ali neformalne oblike.
In tukaj seveda gre za odnos, ne, to ne gre za dejanje. Ne. Mi si prevečkrat predstavljamo nasilje, vse oblike nasilja, vključno s spolnim nasiljem, kot dejanje. Se pravi, da gre za nekaj enkratnega, vendar ne gre, ker moramo vedno storilca in žrtev gledati v tej mreži socialnih odnosov, v katerih sta. In jasno, žrtev se mora podrejati zaradi različnih razlogov, ne, se pravi zaradi moči storilca, potem pa jasno nastopita sram, krivda oziroma pri zlorabi otrok tudi zmedenost, ampak ta zmedenost enako se pojavlja tudi pri odraslih žrtvah, s katerimi se mi srečujemo. Na začetku so pogostokrat zmedene, ne razumejo točno, kako, zakaj se jim je zgodilo in kaj storiti v taki situaciji. Ne. In ta odnos, bomo rekli, potegne za sabo, bomo rekel, vse ostale odnose v mreži, komu povedati. Ne. V raziskavi rezistence smo videli, ne, koliko je bilo, čez 60% se je najprej povedalo neki prijateljici. Ne. In to je tudi pri spolni zlorabi otrok zelo pomembno. Obstaja nek mit, da recimo otroci, mladostnice ne govorijo o zlorabi, ampak dejansko je večina žrtev spregovori v relativnem hitrem času, se pravi v nekem kratkoročnem obdobju, tam do 2 let. Problem pa je, da navadno razkrijejo dejanje, ampak tista podporna oseba potem tudi ne ve, kaj s tem početi. In navadno se že pri razkritju ustavi, ker se razkrije na nek način znotraj nekega, recimo temu, intimnega kroga. Ne. Kar se tiče pa samo med žrtvijo in storilcem, je pa ravno ta poskus izogibanja, ne, v akademskem prostoru, podobno velja tudi pri spolni zlorabi otrok. Ne. Žrtve iščejo načine, kako se umikati, kako se prikriti, skriti, kako ne biti več izpostavljena. Ne. In to je nek odnos, ki lahko traja, bomo rekli, dolgo časa, se pravi pri spolni zlorabi otrok lahko tudi leta in leta, dokler otrok pač se dobesedno ne umakne iz okolja. V akademskem prostoru pa toliko časa, dokler traja študij ali dokler se oseba, bomo rekel, ne prepiše. Ne. Tako da ena stvar je ta razmerje moči. In še ena stvar, no, spremembe zakonodajo se je tudi že omenil. V zadnjem letu v bistvu je cel kup nekih zakonodajnih sprememb. Se pravi, pred enim letom so se zastaralni roki bistveno podaljšali. Ne. Pa če dovolite, bi vas Ja. tukaj prekinila, pa bomo še prišli na te zakonodajne spremembe, pa mogoče lahko pol še malo podrobneje gremo v to. Tako da hvala lepa za enkrat. Z vami bi nadaljevala gospa Katja Zabukovec-Kerin. Na eni drugi podobni okrogli mizi ste govorili tudi sami točno o tem, o uporabi ustrezne terminologije. A lahko iz vidika vaših izkušenj tega, kar počnete, poveste, kdo z vidika, ne vem, storilca, kdo in zakaj povzroča spolno nasilje in ne vem, kako to ustaviti? Hvala za povabilo in besedo. Ja, torej v društvu, kjer delamo tudi s povzročitelji in povzročiteljicami nasilja. In ponavadi je spolno nasilje tisto, ki se najpozneje razkrije. Pomeni, da povzročitelji radi povedo o vseh drugih vrstah nasilja, prej kot o spolnem nasilju. To je tisto, kar najdlje skrivajo, kar je podobno kot pri žrtvah nasilja, ki o tem spregovorijo nazadnje. Ampak, če bi pogledala to veliko skupino, ki je k nam napotena, ali zato, ker so dobili prepoved približevanja, ali zato, ker imajo odložen pregon, ali pa pač kjerkoli od drugih ukrepov, ponavadi spolno nasilje najprej zanikajo. Rečejo, da se v resnici ni zgodilo, da so si žrtve vse izmislile, ali pa da so pretiravale, da je v resnici izgledalo vse čisto drugače in če bi imeli oni to posneto in tako naprej. V glavnem, oni niso naredili nič narobe. Naslednja stvar je, da poskušajo zmanjšati pomen tistemu, kar pa pač ne morejo zanikati, ker je včasih celo posneto, ali pa so poslali kakšna neprimerna sporočila in poskušajo sporočiti, da se v zadnjem času o spolnem nasilju pretirava, da se pretirano pozornost posveča temu, da je to nekaj, kar je vedno bilo in bo, da je to nujen del odnosov med spoli, da brez tega bo človeštvo izumrlo in podobno. Potem poskušajo povedati, da bi bilo nekaj takega, kot je nek agresivni pristop, a ne k zbliževanju, da bi bilo večini žensk všeč in da
tiste, ki jim to ni všeč, z njimi je nekaj narobe. Torej poskušajo preložiti krivdo in odgovornost na žrtve in potem se poskušajo predstaviti sami kot žrtve in rečejo, da so žrtve zlasti strani žensk, zato ker najprej ženske sploh ne vemo več, kaj hočemo, smo preveč zaščitene. Večina njih je tudi zatrdno prepričanih, da v Sloveniji obstaja prav poseben zakon, ki ščiti ženske. Ne ščiti vseh ljudi, ščiti ženske. Potem povejo, da so te zakoni zelo nevarni moškim, zato ker bodo v prihodnosti vsi med njimi pravzaprav obtoženi, vsaj če že ne obsojeni zaradi spolnega nasilja in bojo vsi končali v zaporih, tako da se družbi nasploh zelo slabo piše. In pa da pač ne smejo biti več pravi moški, nekateri potem omenjajo hormonske motilce ali pa kaj podobnega, ampak v glavnem zaradi tega, kako se družba spreminja, je pravi moškim šteta zadnja ura. Nekako poskušajo doseči, da z žrtvami spolnega nasilja ne bi več čutili nobene empatije, da z njimi ne bi, da jim ne bi dajali podpore, da bi jih čutili kot tiste, na katere naj se preloži vsa krivda. In pa veliko govorijo o feministični zaroti, o tem, da so ženske pravzaprav na vseh institucijah, da so zdaj že celo v policiji, sploh pa na tožilstvih in na sodiščih in pravzaprav pa potem ženske skupaj držijo in nimajo možnosti, da se ubranijo in da resnica pride na dan. Včasih povejo tudi, da ob vsem tem ni čudno, da se kakšnemu moškemu strga in da potem naredi resno neumnost, ker je prikrita grožnja v tem smislu, če nam ne boste dovolili vsaj malo spolno nadlegovati, se lahko zgodi še kaj veliko hujšega. Tako da gre za zanimivo skupino moških, na srečo je takšna le manjšina med njimi, ampak to je skupina, ki povedo, da jim meje pravzaprav do zdaj ni postavljal še nihče. Da je bilo to obnašanje, s katerim so prišli skozi življenje brez neprijetnih posledic. Zaradi tega niso doživeli nobenih sankcij. Zelo redki jih skušajo sploh opomniti, da počnejo nekaj narobe in reči, da je to, kar počnejo, prepovedano. Tako da stvar, ki je zelo nujna, da jo počnemo v stiki s povzročitelji nasilja, je, da jih soočamo z odgovornostjo za njihovo početje, da jih soočamo z zastarelimi prepričanji, da jih soočamo s tem, da pač ne drži več, da ko ženska reče ne, misli pravzaprav ja, in da je to, kot je pred nedavnim izjavil celo nek pravnik na nacionalni televiziji, pač običajen del moške spolne igre. Te stvari je treba spreminjati prav zato, ker v naših skupinah, v skupinah storilcev nasilja opažamo, da ne drži, da prav vsi vejo, kaj je spolno nasilje. Oni se pač ravnajo potem, da počnejo tisto, kar ni kaznovano. In ker je spolno nasilje tako normalizirano, se jim pač zdi, da je dovoljeno. Ja, saj to, ravno to, kar ste omenili. Zdi se, da nekaterim ni jasno, da so nekaj imeli, kar mogoče že v štartu ni bilo njihovo, in da zdaj se dojema, kot da se jim nekaj jemlje. To se mi zdi zelo pomembno, kar ste vse izpostavili, ker to, da zdaj bo pa vse problem, pa daj se malo sprost in podobne. Kje pravzaprav slišite za vse to? Ali to pripovedujejo, ali to sprašujete sami? To vse, kar ste zdaj našteli. Torej, na naših tako imenovanih treningih socialnih veščin za moške, ki počnejo nasilje nad ženskami, je spolno nasilje pač tudi ena od tem, o katerih se je treba pogovarjati, in tudi pri tistih povzročiteljih, za katere ni definitivno bilo jasno, so povzročali spolno nasilje ali ne, je to tema, o kateri se morajo pogovarjati. In tako vidimo, kakšne so prepričanja v ozadju, ki dovolijo, da v svojih intimno-partnerskih odnosih, večinoma marsikateri pa tudi drugje, povzročajo različne vrste spolnega nasilja. A imate mogoče razpolagate s podatkom, v kolikšni meri spolno nasilje povzročajo moški v primerjavi z ženskami? Imamo ta podatek? Različne raziskave sicer pokažejo zelo različno, ampak primerljivo s podatki, ki jih je Sara Svati-Šaran danes predstavila, več kot 90% povzročiteljev spolnega nasilja je moškega spola in prav toliko je žrtev ženskega spola, je pa seveda možno, da doživijo spolno nasilje tudi moški, pa da se dogaja v vseh kombinacijah. No, tako da teh stvari ni za izključiti, je pa večinoma res še vedno ta klasičen vzorec moški povzročitelj, ženska žrtev, sploh
ko govorimo o spolnem nadlegovanju v akademskem okolju. Glede na primere, ki so v zadnjih letih prišli do nas, ko so se prišle študentke zlasti posvetovati o svojih izkušnjah, so bili pravzaprav vsi primeri takšni. Hvala lepa za enkrat. Gospa Maja Plas, vi torej ste predsednica društva SOS Telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja. A lahko vi malo govorite o vidikih samih posledic, ki jih spolno nasilje pušča na žrtva? Dober dan, hvala lepa za povabilo in za začetek čestitke vsem ženskam ob Mednarodnem dnevu žensk. Rekla bi, da se moramo še posebej zavedati, da nobena od naših pravic ni samoumevna, da so vse priborjene in da za vsako stoji ogromno skritih žrtev. Zavedamo se, da smo v enem zgodovinskem trenutku, kar se tiče prepoznavanja teme spolnega nasilja in nadlegovanja, in da se je s prekinitvijo molka o spolnem nasilju v bistvu zgodil en velik korak, da začenja širša družba prepoznavati razsežnosti tega problema. In izrekla bi vso podporo ženskam, ki so spregovorile in dale pogum tudi drugim, da bodo morda zmogle prekiniti nasilje, ki ga doživljajo. Vsakokrat, ko odpremo temo spolnega nasilja in spolnega nadlegovanja, pravzaprav vidimo, kako globoko so v družbi zakoreninjena prepričanja, ki škodujejo temu, da bi žrtve lahko spregovorile o svojih izkušnjah v nekem varnem okolju, ki bi jih podprlo in takoj zaščitilo. Posledice spolnega nasilja in nadlegovanja so mnogotere, njihov vpliv pa seveda varira od osebe do osebe. Žrtve dostikrat ne morejo verjeti, da se to sploh dogaja, saj to ni to, kar čutim, da je, ko govorimo o spolnem nadlegovanju, saj tega ne dela zares. Včasih se zbudi jeza, to ni prav, tega ne sme početi, nekdo ga mora prisiliti, da bo prevzel odgovornost. Predvsem pa prevzamejo krivdo nase. Kako to, da tega nisem prepoznala, ne bi smela iti tja, ne bi smela narediti tega in tega, lahko bi vedela in tako naprej. Izgubijo zaupanje vase, kako sem neumna, da se mi je to zgodilo. Očitno sploh ne znam sprejemati nekih dobrih odločitev, lahko bi to predvidela. Sploh, če je že slišala, da se nekaj dogaja, da tako rečem. Pojavi se velik občutek nemoči, to se nikoli ne bo končalo, nihče mi ne bo verjel. Prepričanje, ljudje, ki te stvari počnejo, bodo vedno ubežali roki pravice. Tako da nemalokrat se žrtve samo izolirajo, potegnejo vase, ubežijo lahko tudi v bolezen. Imajo težave s spanjem, izgubo apetita, lahko se poveča anksioznost, pojavijo se lahko celo panični napadi. Seveda se počutijo ponižane, izgubijo dostojanstvo. Strah jih je pred prihodom na fakulteto, boli glava, želodec, ne zmorejo se skoncentrirati na sam študij, jezo mogoče izražajo nekje, kjer je bolj varno, ne pa neposredno na povzročitelja. Trpijo z anksioznostjo, depresijo, motnjami prehranjevanja, imajo slabšo samopodobo, lahko se pojavijo tudi težave v spolnosti. Študentke, ki doživljajo spolno nadlegovanje, se zaradi samozaščite tako včasih izogibajo študijskim obveznostim, so manj uspešne pri študiju, strategije izogibanja vodijo k odsotnosti pri samem študiju, zmanjša se produktivnost, poveča se preokupacija z zaščito pred nasilnim vedenjem, pred preprečevanjem samega spolnega nadlegovanja. Včasih pride tudi do zamenjave smeri študija in včasih se izgubi neko upanje, da se lahko kaj spremeni, a bo kdo stal za mano, a mi bo kdo sploh pomagal. Tako da odgovornost institucij vsekakor je velika, da žrtve zaščitijo. Ko govorimo o odgovornosti javnosti, medijev, vplivnih javnih osebnosti, da imajo jasna stališča zoper spolno nadlegovanje in nasilje in da se fokus prenese z tega, da se ne krivi žrtve, ampak da se kaznuje storilce. Tako da mogoče to na kratko, sem se fokusirala predvsem na nadlegovanje. Ja,
Omenili ste nadlegovanje. Zakaj? Ker je nasilje drugačno, ker je trpinčenje spet nekaj tretjega, ali ste kaj drugega zdaj imeli v mislih? Ne, pravzaprav sem izhajala iz tega, da nekako kdo organizira to okroglo mizo, a ne, in sem se zato fokusirala bolj na spolno nadlegovanje. Sicer pa mogoče, če dopolnim to sliko, na naše društvo se kar v precejšnji meri obračajo tudi žrtve posilstev. Precej je v zadnjem času posilstev, ko so žrtve posiljene strani večjih posiljevalcev hkrati. Posilstev, ki so se zgodila pod vplivom drog žrtve. Skratka, tam so posledice še, bom rekla, še globlje, drugačne, morda dolgotrajnejše, čeprav nikoli ne smemo rangirati, a ne, za vsako žrtev je njena izkušnja tista, ki šteje in ki ima svoje posledice, a ne. Maja, omenili ste na začetku zgodovinski trenutek. A lahko to malo pojasnite? A do zdaj ni bilo toliko posluha, ali kje vidite to zgodovinskost? Ja, jaz, ko sem šla za nazaj gledati, mogoče malo v tem času, ko se je začelo govoriti več o spolnem nasilju, a ne, vse ženske, ki so spregovorile, ki so stopile naprej, ki so zmogle pogum, a ne, in tvegale, a ne, da bomo ubili prinašalko, a ne, kot se reče. Me je pravzaprav to spomnilo, leta 1999 smo skupaj z Mojco Dobnikar, Dorotejo Lešnik Munjajoni pa jaz smo naredile eno knjigo, v kateri je zbranih 13 intervjujev, pogovori z ženskami, ki so preživele spolno nasilje. Se pravi, zdajle je 22 let nazaj, a ne. Ženske so se anonimno izpostavile, ampak to so bile ženske, ki živijo tukaj nekje v naši bližini, a ne. In če danes odprete to knjigo, v bistvu te zgodbe niso dosti drugačne. Tako da pravzaprav 2 desetletji potem, a ne, če gledam samo na eno lastno izkušnjo, skozi katero pravzaprav sem šla skozi to svojo poklicno pot, a ne, pa se ukvarjamo z nekako istimi vprašanji, a ne. Se pravi, izjemna zakoreninjenost, zelo trdna prepričanja o tem, da imajo tisti prav, ki rečejo, da so žrtve tiste, ki so krive in da je potrebno iskati druge razloge, a ne pa v samih strukturah moči. Tako da imamo še veliko dela pred sabo. Hvala lepa, Maja. Doktorica Jasna Podreka, zdaj, ker je tema trpinčenje, stop trpinčenju in ker se mogoče malo bolj fokusiramo tudi na akademsko okolje, a lahko poveste, kako daleč ali pa kako resno, kako globoko se pa z raziskovanjem spolnega nadlegovanja ukvarjate v akademskem prostoru, kako se, ne vem, na fakultetah soočajo s tem vprašanjem. Na eni drugi okrogli mizi sem poslušala doktorico Antič in če sem jo prav razumela, se je to začelo raziskovati tam šele enkrat sredi 90-ih. Ja, živijo, lep pozdrav še v mojem imenu, hvala za povabilo. Ja, tako, ne, kot je že Maja omenila in kot ugotavljamo, raziskovanje tega področja ni novo, ne. Prvi bi rekli, da je nekako vprašanje spolnega nadlegovanja v javni prostor prišlo že tam v začetku, prvi polovici 90-ih in prvo takšno raziskavo o spolnem nadlegovanju na delovnem področju je naredila veliko reprezentativno raziskavo, je naredila danes častna profesorica Maca Jogan. Kasneje je njeno pot zelo aktivno nadaljevala tudi doktorica Sonja Robnik prav za to tematiko. Nastalo je tudi nekaj manjših raziskav o spolnem nadlegovanju na delovnem mestu, a vendar v tem času nismo dobili nobene konkretne sistematične raziskave, ki bi prav posebej tematizirala na nek tak širši način problematiko spolnega nadlegovanja in spolnega nasilja v akademskem prostoru. Tako da jaz bi rekla, da je ta tema ostala precej nekje v ozadju. Bolj smo se mogoče ukvarjali z drugimi oblikami nasilja nad ženskami, zelo aktivno bi rekla z nasiljem v družini, kar je tudi prav in hvala Bogu. To temo pa smo nekako pustili na margini,
in ni doživela takšnega, bi rekla, raziskovalnega zanimanja, kot bi ga po moji oceni morala, a ne. In v nekem času je torej ostala neka praznina, ne, tako da jaz upam, da od te točke dalje jaz tudi to obdobje razumem kot zgodovinsko in zahvaljujoč seveda pogumnim ženskam, ki so se s svojimi zgodbami izpostavile, tako v Sloveniji kot tudi, bi rekla, drugod po svetu in drugih državah, da so preko teh zgodb nekako spodbudile tudi širše v družbi zavedanje o razsežnosti problema in zavedanje, da tudi akademsko polje, čeprav bi si upali, da tega tukaj ni, da vendarle delujemo ljudje z nekimi etičnimi načeli, ne, zelo visokimi, vendar nismo imuni na vse to, kar smo slišali, celo mogoče bolj izpostavljeni tem problemom razmerij moči in posledično tudi nekim, bi rekla, zakoreninjenim stereotipnim vzorcem, ki spodbujajo oziroma ustvarjajo okolje, znotraj katerega prihaja do takšnih oblik nasilja in nadlegovanja. Tako da jaz močno upam, da bomo sedaj začeli sistematično raziskovati to področje, nekaj se že dela, kar delajo študentske v okviru torej rezistence, tudi pilotna raziskava, ki je bila narejena pod mentorstvom profesorice Milice Antić Gaber na fakulteti, je tudi pokazala kar precejšnje razsežnosti problema na fakulteti in to so pomembni mejniki. Jaz upam, da bomo takšne raziskave začeli sistematično delati tudi za področje dela, torej zaposlenih, in da bomo ta problem v akademskem svetu začeli redno in sistematično spremljati, ki ga do sedaj žal nismo. Ja, doktorica Podreka, omenili ste, da je, to, s čimer ste zaključili misel, da temu niste doslej ali pa niso posvečali toliko pozornosti. Koliko pa je interesa med študenti in študentkami za raziskovanje tega? Vem, skupina Rezistenca, ampak nasploh, koliko prijavljajo te naloge? Če imate mogoče, ne vem, v pogledu kaj takšnega. Ja, jaz bi rekla, da je zanimanje za področje nasilja kar visoko. Nasilje je tema, ki študente in študentke zanima, tudi spolno nasilje, spolno nadlegovanje, bi rekla, ampak mogoče tudi zato, ker se s to temo ne srečujejo še na tak način sistematičen, kot bi se morali. Pa vendar, pri predmetih, kot so sociologija spola in podobni predmeti, ki tematizirajo te teme, potem tudi bolj spodbudijo študente, da prijavljajo takšne teme. Tako da jaz bi rekla, da med študenti in študentkami na splošno zanimanje za tovrstne tematike je precej prisotno in se tudi prijavljajo naloge na to temo. Hvala lepa. Doktorica Jovana Mihajlović Trbovc, z vami bi rada govorila tudi o tem, o sami organiziranosti in ustroju akademskega okolja. Doktorica Podreka je omenila, da se je morda pričakovalo ali pa upalo, da v tem okolju vseeno višji standardi veljajo in tako dalje, ampak ugotavljamo, da ne bom rekla, da ni nič drugače kot mogoče na kakšnih drugih področjih, ampak da se tudi dogajajo kršitve, prekrški, hude oblike takšnega in drugačnega spolnega nadlegovanja. A je mogoče problem tudi sami sistemski pogoji, ki veljajo v akademskem okolju, kjer je, midve sva o tem debatirali ločeno nekaj v izmenjavi in pripravah na to okroglo mizo, da je mogoče že sama, ker hierarhičnost je močna, je razslojeno, je klientelizem neki, kar obstaja v tem okolju, je kultura molka konec koncev. A se to vam zdi, da je to tudi velik del problema mogoče? Absolutno. Po eni strani imamo ta visoka pričakovanja od akademije kot nekega posebnega delovnega znanstvenega okolja. Po drugi strani pa v bistvu akademija je mogoče eden od najbolj hierarhičnih okolij,
ki je večplasten in ker v bistvu hierarhija poteka po eni piramidalni strukturi. In v državi, kot je Slovenija, so še dva elementa, ki v bistvu botrujejo temu, da je akademsko okolje mogoče eno od boljših gojišč, ki omogoča tolerirati trpinčenje. Prav zaradi stvari, ki ste jih izpostavili. Poleg hierarhičnosti je tipično za slovenski akademski prostor, kot za ene druge evropske kontinentalne, mehanizem kadrovanja, ki temelji na tako imenovanem samooplojevanju akademskega kadra. Se pravi, da nekdo postane profesor, profesorica po dolgih letih napredovanja znotraj ene katedre na enem mestu, znotraj ene fakultete, na kateri je ponavadi on ali ona tudi dokončala osnovni študij. Se pravi, da način, na kateri vi postanete profesor, profesorica, od vas terja pogosto eno vrsto klientelističnega odnosa s svojimi nadrejenimi. In da je to po definiciji, če cela akademija ali večji del akademije oziroma univerz na ta način funkcionira, ustvarja se okolje, ki je dobro za, v bistvu, ki ne pomaga temu, da bi se določeni problemi transparentno, odprto naslovili, ker tukaj pridemo tudi do drugega problema, to je klientelistični odnos, ki pogosto obstaja znotraj ene fakultete. Oddelki so pogosto fevdalno organizirani in se pogosto določene odločitve, ki so pomembne za karierni razvoj osebe, do njih se pride prek nekih klientelističnih uslug, ne da si ljudi to sami želijo, v bistvu sistem jih temu sili. Na primer, povzela bom en primer kolegice z ekonomske fakultete, ki je zato, da bi izpolnila pogoje za izredno profesorico, v bistvu bi morala biti mentorica na doktoratu. Mladim raziskovalkam, raziskovalcem in tudi predavateljskemu osebju je pogosto težko priti do mentorstva, prav zaradi tega, ker so mentorstva v rokah odločanja predsednikov, vodij programskih skupin in oddelkov, in je eden od profesorjev, ki je v poziciji moči, njoj podarijo somentorstvo in zato v bistvu pričakoval določene ne usluge, ne bom rekla absolutno ne spolne usluge, ampak s tem si je kupil pravico prestopanja meja, ki mu jih je težje postaviti, če ste določeno uslugo sprejeli. Dala sem samo eden primer, ki v bistvu pojasnjuje, kako se trpinčenje, mobbing in tudi spolno nadlegovanje lahko dogaja in tolerira znotraj sistema, ki na takšen način funkcionira. Primeri, ki sem jih zdaj izpostavila, so predvsem relevantni za trpinčenje, ki se dogaja med zaposlenimi, in v bistvu ta hierarhična distanca med povzročiteljem nasilja in žrtvijo je v primeru predavatelj, predavateljica, študent, študentka še toliko večja. In prav se te hierarhičnosti moramo spomniti, ker v bistvu pri spolnem nasilju je veliko, to nima veze s spolnostjo. Spolnost je samo način, na kateri se to nasilje performira, njegov vzvod pa je v bistvu potreba po izražanju, performiranju moči oziroma zlorabljanju pozicije moči. In bi rada samo še izpostavila par stvari, ki se mi zdijo, da jih še moramo vzeti v zakup, ko govorimo o procesih, ki se trenutno dogajajo, ki jih seveda zelo pozdravljamo, tudi sama sem vključena v komisijo, ki se ustanavlja na moji matični inštituciji ZRC SAZU, ker smo seveda ugotovili, da tudi mi nimamo v redu pravilnike, niti ne jasnega protokola za sankcioniranje in pomoč žrtvam, tudi da rabimo izobraževanje oseb, ki bi za to bile zadolžene. In bi samo opozorila na še eno strukturno specifiko akademskega okolja, a to je, da v določenih znanstvenih disciplinah so ženske v bistveno večji manjšini,
kot so na primer v družboslovju ali v določenih vejah humanistike. In ne preseneča, da so prvi primeri prijav prišli prav iz Filozofske fakultete in AGRFT-ja, ki so okolja, v katerem je razmeroma visoka zastopanost žensk med študentkami in tudi med predavateljskim osebjem. Ampak, če beremo študije iz tujine, v bistvu dokazano je več seksizma in tolerance do seksizma v znanstvenih disciplinah, kjer so ženske v bistveni manjšini. Mislim na področja naravoslovja in tehnologije, inženirstva. In v takšnih akademskih okoljih je mogoče stvar še bolj pereča, pa še manj ozaveščena. Samo bi to še končala. Jasna Podreka je na današnji okrogli mizi rezistence opisala zelo dober sistem, ki so ga v zadnjem letu vzpostavili na Filozofski fakulteti, sistem v bistvu zaupnih oseb, na katere se študenti, študentke in zaposlene osebje lahko obrne. Vendar na Filozofski fakulteti oni že imajo znanja oziroma osebe, ki imajo neko družboslovno izobrazbo, že neke raziskovalne izkušnje v vezi z spolnim nasiljem, ki se dokaj lahko doizobrazijo, da podajajo ustrezno pomoč, pravno, tudi psihosocialno osebam, ki se na njih obrnejo. Na fakulteti za matematiko in fiziko predstavljam si, da ni ene predavateljice, ki bi imela takšen izobraževalni background, in tudi vprašanje, koliko lahko izobrazimo kadrovske službe in drugo podporno osebje, ki dela na fakultetah. In v tem smislu pri velikih inštitucijah, kot so na primer Univerza v Ljubljani, se mi zdi nujno sodelovanje tudi med disciplinami in prenos znanja z enih fakultet na druge. Toliko zaenkrat. Ja, hvala lepa. In vse to me pripelje do vas, doktorica Neža Kogovšek-Šalamon. Namreč nujno je govoriti tudi o pravnih vidikih spolnega nadlegovanja oziroma trpinčenja. Mislim, da je pred vami gospa Katja Zabukovec-Kerin, ko je pripovedovala o izkušnjah, ki so jih storilci pripovedovali, češ namreč, če ni prepovedano, se zdi, kot da se vse našteto je lahko delalo. Vi ste pa pogledali in preučili pravilnik Univerze v Ljubljani o varovanju dostojanstva zaposlenih in študentov, ne? To je pravilnik, ki prepoveduje spolno nadlegovanje. Lahko poveste, ne vem, za tiste, ki z njim nismo tako dobro seznanjeni, kaj notri piše, kaj manjka, a je dovolj konkreten? Ja, lep pozdrav. Torej, točno tako, jaz sem si pravilnik pogledala, čim bolj sem poskušala kritično pristopiti, zato da bi bili moji komentarji lahko koristni. Najprej seveda opažam mogoče malo zmešnjave pri terminologiji, vsaj z pravnega vidika. Vemo, da mi radi stvari malo popredalčkamo, zato da potem v postopkih tudi vemo, o čem govorimo. Tako da bi najprej rekla, morda v pravilniku je to v redu zapisano, da so razlike med nadlegovanjem, spolnim nadlegovanjem pa trpinčenjem. Nadlegovanje torej razumemo kot nekaj, kjer je prisotna neka osebna okoliščina, torej da gre za neko neželeno ravnanje zaradi osebne okoliščine, kot je na primer rasa, spol in tako naprej, veliko jih je. In tukaj je ključna razlika z trpinčenjem, kjer pa govorimo, oziroma mobingom, to je potem tista neka drugačna, nek drug koncept, kjer pa te osebne okoliščine ni. Se pravi, gre za neko tudi neželeno ravnanje, ki se, bom rekla, dogaja iz nekih drugih razlogov. Morda ravno iz te pozicije moči, ko pač nekdo enostavno izvaja neko trpinčenje za to, da bi nekoga drugega ponižal, nad njim izvajal nadzor, ga pač na različne načine potisnil v še bolj podrejen položaj, morda ga prisilil, da gre in tako naprej. No, spolno nadlegovanje je pa spet nekaj specifičnega, tukaj pa v bistvu razumemo kot nadlegovanje, ki je spolne narave. Se pravi, to je lahko zoper kogarkoli, ni potrebno, da je podana neka osebna okoliščina, ampak je ravnanje tisto, katerega narava je taka, da govorimo o spolnem nadlegovanju. In tukaj recimo razlika med nadlegovanjem na podlagi spola ali pa spolnim nadlegovanjem tudi lahko obstaja. Ni nujno, da je to eno in isto. Nadlegovanje na podlagi spola je lahko tudi drugačne narave, ni nujno, da je spolne narave.
Tako da to mečkam samo za začetek in to vidim, da je v redu opredeljeno, ker so definicije v bistvu tudi prepisane iz ustreznih predpisov, zlasti zakon o delovnih razmerjih je tukaj najbolj uporaben. Zdaj toliko za začetek, potem pa bi šla kar v bistvu po raznih določbah, ki so recimo še posebej pritegnile mojo pozornost. In sicer v 1. členu, najprej bi morda povedala še to, da se na splošno neke slabosti ali pa prednosti določenega predpisa, kot je recimo ta pravilnik Univerze v Ljubljani, pokažejo s prakso. Tako da izjemno zanimivo bi bilo recimo slišati, kako je ta pravilnik živel v praksi, kolikokrat je bil uporabljen, koliko je bilo recimo na ravni univerze prijav iz tega naslova, koliko sankcij je bilo izrečenih, a je dejansko kdo izgubil službo in kolikokrat zaradi določbe, ki to omogoča, a je bilo kaj disciplinskih postopkov izpeljanih na podlagi določb, ki to omogočajo. Skratka, to bi bilo recimo nekaj, kjer bi morali začeti, ko bi prenavljali. Se verjetno tudi to počne univerza, vendar v to žal nimamo pogleda. Tako da to je prva stvar, ki bi bila zelo zanimiva. Zdaj, če pa gremo čisto z nekega distanciranega vidika pogledati, pa recimo lahko ugotovimo naslednje, da v 1. členu bi bilo morda že smiselno premisliti o tem, da se 4. odstavek malo prenovi, da se dodajo še kakšne osebne okoliščine. Ta nabor, ki je zdaj noter naveden, je sicer že kar izčrpan, ampak nenazadnje se v zadnjem času veliko govori tudi o nadlegovanju ali pa spolnem nadlegovanju oseb, ki imajo recimo različno spolno identiteto, ne samo spolno usmerjenost. To je recimo nekaj, kar manjka. Sicer je odprta določba, se pravi, nima zaključenega nabora osebnih okoliščin, vsebuje torej to generalno klavzulo katerekoli druge osebne okoliščine, pa vendarle, če se prenavlja, je smiselno morda dodati še kaj na to temo. Potem naprej je moja pozornost pritegnila veljavnost, se pravi, govori pravilnik o tem, za koga vse ta pravilnik velja, torej velja za zaposlene, velja za študente, velja tudi, kar je zelo dobro, za osebe, ki opravljajo delo na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb, ker vemo, da je teh sodelujočih na ravni univerze posameznih članic zelo veliko, ki predavajo na tak način. Vprašanje bi se mi pa recimo že zastavilo, kaj pa kakšni drugi pogodbeni sodelavci, ki nimajo podjemne in avtorske pogodbe, ampak recimo sodelujejo prek SP-ja, torej zdaj izstavijo račun. Torej, ali je tudi to nekaj, kar je pokrito, tudi med takimi torej subjekti, ki delujejo v takih formalnih oblikah za univerzo, za posamezno fakulteto, lahko prihaja do tovrstnih ravnanj, za katere pa je že vprašanje, če bi jih tale pravilnik pokril. Zato, ker je morda malo preveč določno napisano, koga vse zajema, in potem kakšne take druge situacije, ki pa so povsem primerljive, so lahko izpuščene in se potem recimo ne bi za njih mogel uporabiti. Tako da tukaj bi definitivno svetovala, da se razširi veljavnost tudi na kakšne take pogodbene odnose. A lahko za sekundico samo prekinem, a veste mogoče iz katerega leta je ta pravilnik? 2012 je začel veljati. Okay. Ja, tako da je že kar čas, definitivno za prenovo. Potem me pot pelje naprej v 4. člen, ta govori o varstvu osebnih podatkov, torej nekako nalaga vsem tistim, ki se seznanijo z nekim primerom nadlegovanja, trpinčenja, da varuje osebne podatke. To je seveda nujno tudi z vidika siceršnje zakonodaje z področja varstva osebnih podatkov, ampak vseeno bi bilo tukaj pa smiselno bodisi dopolniti to določbo, ali pa v nekem spremljevalnem, kako bi rekla, dopisu oziroma opisu tega pravilnika opozoriti na to, da pa vendarle nekateri, ki pa se seznanijo z recimo nadlegovanjem, do katerega pride, pa so dolžni po zakonu potem naznaniti neke stvari. Se pravi, v kazenskem zakoniku je denimo napisano, da vsi državni organi in vse organizacije, ki izvajajo pač neka javna pooblastila, in univerza je definitivno med njimi, so dolžni, če pri svojem delu zaznajo kaznivo dejanje, ga naznaniti policiji, torej pristojnim organom. Tako da bi bilo treba pač nekako zagotoviti, da tisti, ki bi uporabili postopke, da bi se tudi tega zavedali, da enostavno nekatere stvari, če jih uradna oseba ali pa nekdo na univerzi, ki vodstvo recimo, ki za to izve, potem, če bi šlo za to raven, da bi govorili o kaznivem dejanju, potem to mora naznaniti, nima izbire.
In se mi zdi ključno, da se ali na to opozori tukaj, ali pa sicer morda ravno te zaupne osebe, ki sedaj delujejo na posameznih fakultetah, da bi se tudi teh stvari zavedali in potem recimo, če bi se nekdo obrnil na njih, da bi znali te stvari tudi razložiti posameznim žrtvam, kako je s tem. To je prva stvar. In druga stvar je pa seveda ta, da ta določba ne bi smela omejevati tega, da se potem po strukturi, ki je vzpostavljena za namen ukrepanja v primerih nadlegovanja, da se potem navzgor te informacije ne širijo. Se pravi, popolnoma jasno bi moralo biti, ok, zaupna oseba je mogoče nekdo, ki resnično samo posluša za začetek, ampak če želimo, da se nekaj zgodi, potem je treba zagotoviti, da ta zaupna oseba lahko sporoči te podatke pač tistim instancam znotraj univerze, znotraj članice univerze, ki potem pač lahko ukrepajo, ker ta zaupna oseba pravzaprav razen, da bo poslušala, morda nudila podporo, svetovala in tako naprej, ne bo mogla ukrepati, ker zato verjetno ne bo imela pooblastil. Tako da to je nekako določba, ki je sicer na mestu, ampak manjkajo stvari okrog nje, ki bi bilo treba potem žrtvam znati razložiti, ali pa tudi drugim, ki se s tem področjem ukvarjajo. Potem grem naprej, tukaj preskočim malo, ker so vse določbe ustrezne, se pravi, ozaveščanje, informiranje je odlično, seveda se vedno da še kaj dopolniti, ampak tukaj pravno nimam nič dodati. Dolžnosti vodstva so dobro nanizane, bi rekla tako za začetek. Potem pa pridemo do 8. člena, ki govori o neformalnem reševanju. Torej nekako poskuša ta člen povedati, da naj se vsakdo, ki se znajde, torej predvsem žrtve, naj poskušajo najprej problem rešiti neformalno in potem je pojasnjeno, kaj naj bi to pomenilo in sicer, da zlasti naj nekako skomunicira ta žrtev, da je to, kar se je zgodilo za njo nesprejemljivo. Zdaj tukaj imam nekako dva komentarja. Eden je, da je morda naslov tega člena malce neroden, ker neformalno reševanje v bistvu potem nekako prelaga breme na žrtev in želi povedati, oziroma bere se tako, kot da se ti najprej sama zmeni, potem pa, če pa res ne boš uspela ali pa uspel, potem pa pojdi na to neko instanco, ki obstaja v ta namen. To verjetno ni neko sporočilo, ki bi ga hoteli dati s takim pravilnikom, Hkrati pa je pa treba se zavedati, da pri teh torej kršitvah, kot so nadlegovanje, spolno nadlegovanje in trpinčenje, je ta subjektivni moment zelo pomemben in tudi ta neželenost. Če si boste prebrali definicijo vseh teh treh kršitev, boste videli, da je noter beseda neželeno. Se pravi, mora biti izraženo, da je nekaj neželeno. Če je nekdo, razen če bi recimo bilo izjemno huda stopnja spolnega nadlegovanja ali pa recimo izjemno dolgotrajno in tako bi rekla vsakemu očitno. Če so pa to neki mejni primeri, potem pa mora biti izraženo. Tako da ta člen je nekako poskuša zajeti vse to. In na nek drugačen način bi bilo to treba izraziti. Se pravi, oziroma zapisati, da pri teh kršitvah je treba izraziti to neželenost, ampak jaz temu ne bi rekla neformalno reševanje tega problema. Pod vprašanje, Klele, sem vas prav ujela, da ste omenili, da se sama zmeni. Ja. Ker to me, veste na kaj, spomnilo me je na kolumno, ki jo je gospod Pipan nedavno objavil v Dnevniku, v kateri je med drugim rekel, bilo bi lepo, če bi se igralka in njen učitelj igre na koncu spet srečala, zgladila nesporazum in postala celo prijatelja. Ja, to je verjetno nek primer malo neustreznega odziva na to. Tako da, ja, tako. Predvsem sem pa sama želela poudariti to večplastnost, te neželenosti in dejstva, da je prav, da žrtev izrazi, kadar je kaj preveč, zlasti takrat, ko gre za neke recimo stvari, ki bi morda pri nekomu zvabile samo nasmeh ali pa posmeh, pri drugem pa hudo prizadetost, kot so recimo največkrat kot primer dam šale. Recimo neko dolgotrajno šaljenje, nekdo bo to vrgel čez ramo in rekel, sej ni problem, nekoga bo pa to izjemno prizadelo ali ga bo pa recimo prizadelo po, ne vem, 3-4 takih šalah. In je prav, da takrat, ko je meja prekoračena pri posamezniku, reče, zdaj pa je to zame preveč in da nekako tudi to izrazi. Tako da potem nadaljujem. V 9. členu je zapisano, da je treba pisno naznaniti vodstvo fakultete oziroma univerze takšno ravnanje. In tukaj to se mi zdi dobro, zato ker potem tudi se premisli, kdaj se je kaj zgodilo, recimo, če se kakšen dnevnik piše, je dobro, da se potem popiše te dogodke, točno izrečene izjave in tako da to je dobro. Bi pa tukaj predlagala spet, če obstaja recimo neko spremljevalno
pisanje k temu pravilniku, ki morda pojasnjuje nek širši kontekst, da se potem pripravi tudi nek obrazac, ki bi lahko pomagal žrtvam, da bi lažje nekako formulirale to svojo izkušnjo. To je vedno koristno. Sicer se sliši banalno, ampak je koristno, ker ga potem vzame in ni treba razmišljati o formalnostih, ampak samo izpiše svoje podatke o kršitelju, oziroma tisto, kar je pač pripravljen povedati v tistem trenutku. Tako potem pa v 9. členu je nadalje zapisano v 3. odstavku, da vodstvo sprejme v roku 15 dni od prejema obvestila, torej tega pisnega obvestila, ustrezne ukrepe za zagotavljanje delovnega okolja, v katerem ne bo nadlegovanja, trpinčenja in spolnega nadlegovanja. To je najbrž nekaj drugega kot tisto, kar je potem v nadaljevanju zapisano, da se lahko kršitelja odpusti, izvede disciplinski postopek in tako dalje. To so verjetno neki te prvi ukrepi za zaščito, ne? In bi bilo zelo smiselno, da bi tukaj malo več bilo napisano, kaj je to, kar se lahko izvede. Če gre recimo, ne vem, za osebo, ki predava, da se morda izrecno napiše, da v tem primeru predavanja 1 na 1 niso več dopustna, da mora biti zraven vedno neka priča. To so bili tudi neki ukrepi, ki so bili že v preteklosti na nekaterih fakultetah sprejeti, še sama vem za take primere iz svoje fakultete. Skratka, da bi bilo mogoče malo primeroma našteto, kaj te ukrepe lahko so, ker to bo potem tudi žrtvam in tistim, ki bodo ukrepali, pomagalo, da bodo recimo hitreje prišli do neke ideje, kaj bi se lahko zgodilo, in tudi žrtev bo vedela, kaj lahko pričakuje potem v teh 15 dneh. Ali lahko pričakuje tišino, ali lahko pač pričakuje, da bo dejansko pač takoj prišlo do neke spremembe, ki bo vsaj ustavila to, kar se dogaja, če že ne pač dosegla neko sankcijo, ker v 15 dneh sankcije ni mogoče doseči, ker traja še malo več časa, da se zadeva sploh razišče. Tako da to je verjetno nekaj drugega od tistega, kar potem sledi, če se ugotovi kršitev. Potem pa nadalje, še v 12. členu, to je pa prepoved povračilnih ukrepov, to je izjemno pomembno, da je to zapisano, zato da je pač jasno, da v primeru, če nekdo ukrepa zoper trpinčenje ali nadlegovanje ali spolno nadlegovanje, da potem ne sme biti izpostavljen nekim negativnim posledicam zaradi tega, ker je to storil. Vendar pa je nekako določba, bi rekla, preosnovna, preohlapna. Dobro bi bilo zapisati vsaj to, da tudi povračilni ukrepi potem pomenijo nadlegovanje. Torej, ker včasih je recimo pa povračilne ukrepe lažje dokazati, kot pa tisto osnovno dejanje ali pa kršitev, ki je bila storjena. Tako da bi bilo dobro, da bi to vrstno ravnanje dobilo nekako isto težo, kot ga ima nadlegovanje samo. Tukaj bi pač priporočila, da se to malo razširi, dopolni in tako. In potem pa sledijo pa še ukrepi v primeru lažne prijave. So seveda smiselni, oziroma takšen scenarij je tudi smiselen, ker vemo, da do tega tudi lahko pride, oziroma tudi prihaja na drugih področjih, morda bolj kot pa sama recimo še nisem zasledila primere iz akademskega sveta, da bi se to dogajalo, je pa možno in se dogaja na drugih področjih. Vendar pa se je treba zavedati, da če je temu dano preveč poudarka, potem lahko to tudi deluje odvračevalno, tako da bi bilo treba nekako zagotoviti, da prijava, ki je dana dobronamerno, v smislu, da tudi če je ni mogoče dokazati, da je v nobenem primeru ni mogoče šteti kot lažno prijavo, razen če se za to najdejo nedvoumni, nesporni dokazi. Skratka, tukaj je mogoče bolj vprašanje potem izvajanja tega člena, kot pa da bi ga dopolnjevali. Mora biti bolj neko zavedanje, da ta člen ne bi smel biti uporabljen kot kazen za tiste, ki bi pač se dobronamerno z nekimi, tudi če parcialnimi dokazi, odločili, da ukrepajo. Tako da to me v bistvu privede do konca, ker pravilnik se potem že počasi zaključi. Zdaj tisto, kar se mi pa zdi, da morda na splošno manjka, kar sem šla si pogledati neke primere iz drugih okolij, drugih univerz, tudi nekaterih zelo etabliranih, kaj so recimo uredili tam, na kakšen način. Ena stvar, ki morda definitivno manjka, in o tem so že govorili predhodnice pred menoj, in to je, da bi bilo morda dobro malo več zapisati o tem, kaj vse šteje za nadlegovanje. Recimo nekatera dejanja opisana v raziskavi, ki jo je predstavila študentska predstavnica, so zelo povedne v tem smislu. Torej, ali gre za zalezovanje, nagovarjanje k zmenkom, morda komentiranje telesa, dodikanje telesa, zahteva po spolnih uslugah oziroma nekih izmenjavah, šale, geste, namigovanja, potem recimo snemanje, fotografiranje, objavljanje teh fotografij, posnetkov brez vedenja osebe ali pa brez soglasja. Skratka, to so lahko neki primeri konkretni,
ker včasih se je prek te definicije, gole definicije, naprimer nadlegovanja, spolnega nadlegovanja ali trpinčenja, zelo težko poistovetiti. Morda žrtev niti ne prepozna, da se njej točno to dogaja, ne? Če bi pa več stvari zapisali torej nekako primeroma, kaj vse to lahko pomeni, potem pa bi morda rekli, pa se tole se meni to dogaja, pa to se meni to dogaja. Ne? Skratka, lahko zbudi neke dodatne asociacije in spodbudi kakšno ukrepanje, do katerega sicer ne bi prišlo. To je možno narediti tako v samem pravilniku, primeroma, kot rečeno, ali pa znova v nekem spremljevalnem gradivu, ne, kjer bi morda malo širše pojasnjevali, kaj to je. Naprimer, če bi na spletni strani ta pravilnik malo bolj promovirali, bi lahko ob tem dali te neke dodatne primere, kaj vse spolno nadlegovanje in nadlegovanje lahko pomeni. Ne. Potem še nadaljna stvar, ki bi jo bilo tudi verjetno dobro, pa spet znova vprašanje, ali to urediti na kakršenkoli način v pravilniku, to je možno. Sicer pa vsekakor pri ozaveščanju o tem, kako ukrepati, zlasti morda pri teh osebah, ki bodo pooblaščene, da se s tem ukvarjajo, in sicer na kakšen način ravno to, o čemer so skoraj da vsi predhodniki pred mano govorili, ta odnos podrejenosti, na kakšen način upoštevati to, se pravi, da ni bilo nujno upora, da ni bilo nujno izražanja nezaželenosti tega ravnanja, da gre za odvisna razmerja, da gre za razmerja podrejenosti, skratka, da to niso enako močni akterji, ki bi se zoperstavili, kot smo recimo videli v nekaterih primerih je traja leta in leta, da se sploh oseba odloči. Tako da na nek način je treba potem to tudi upoštevati in nikakor ne šteti pri implementaciji vsega tega, torej pri uporabi tega pravilnika v škodo, recimo žrtvi, če hočete, da se je odločila spregovoriti šele več let zatem, ko je končala študij, da ni nikoli ničesar rekla, da ne nazadnje oseba predava na fakulteti že 30 let, pa se nikoli nič takega še ni zgodilo. Skratka, to so potem, če bi na tem gradili ukrepanje ali ne ukrepanje, potem v bistvu s tem samo še nadalje krepimo pač predsodke, ki obstajajo na tem problemu in poglabljamo problem. Tako da bi bilo na nek način treba to vplesti v ozaveščanje in v usposabljanje oseb, ki se bodo s tem ukvarjale, če ne celo morda v pravilnik sam. Ne? In potem še čisto zadnja pripomba, pa potem končam. To je pa vprašanje krajevne pristojnosti. Zelo pravniško se sliši, ampak je v bistvu čisto preprosto. Torej, katera dejanja se bodo štela kot kršitev tega pravilnika? Prvič, so to dejanja, ki se zgodijo na območju univerze oziroma članice univerze, ali so to dejanja, ki se zgodijo tudi na drugih aktivnostih, povezanih dogodkih, recimo kot je tale naš, samo da bi recimo potekal v živo, ali so to recimo dejanja, ki se zgodijo pri, ne vem, čisto posredno povezanih zadevah, ki niso niti organizirane strani univerze, ampak morda nekdo sodeluje strani univerze na nekem dogodku, ki ga nekdo tretji organizira, vendar sodeluje kot profesor te univerze, razlaga v svojem delu, v svojih raziskavah in tako naprej in potem pride do nekega takega dogodka. Ne? Skratka, morda bi bilo treba eno določbo vključiti tudi na to temo in nekako zamejiti oziroma opredeliti, do kam pač pristojnost tega pravilnika sega. V tem smislu. Evo, zato, ker sem pripravila, zaključim. Hvala. Najlepša hvala, doktorica Kogovšek Šalamon. Zelo natančen pregled. Verjamem, da bo tistim, ki se ukvarjajo z posodobitvijo pravilnika, ki je začel veljati 2012, kot ste omenili, da so z zanimanjem prisluhnili in da ste pravzaprav kar nekaj dela za njih tudi upravili s tole analizo. Vprašanje imam to, kar ste nazadnje omenili, gospa Maja Plas. Doktorica Kogovšek Šalamon je nekaj o tem govorila. Mogoče nam vi lahko malo več poveste o razlogih, zakaj v okolju, kjer je nesorazmerje moči tako izrazito, kot je relacija profesor, profesorica, študent, študentka, ne? Zakaj težko poiščejo pomoč, ne, izrazijo to svojo stisko in se pravzaprav postavijo za svoje pravice. Ja, ko govorimo o spolnem nasilju, govorimo vedno o zlorabi moči, kot je bilo danes že večkrat povedano pravzaprav. In storilci v nekem akademskem okolju so nosilci moči, v družbi prepoznani kot neke pomembne zaupanja vredne osebe in je to nesorazmerje moči še toliko bolj izrazito, tako da se pojavlja vprašanje, kdo me bo zaščitil, kdo mi bo verjel, kdo mi pravzaprav sploh lahko pomaga.
Nekateri bodo rekli, kako lahko spolno nadlegovanje sploh pušča take posledice, kako je lahko tako zelo škodljivo, da se preveč dramatizira okrog tega in tako naprej. Posledice pa, kot smo rekli, so lahko zelo konkretne. Odziv okolice je izjemno pomemben. Pogosto je okolica seznanjena, da se stvari dogajajo, pa ne odreagira. In na ta način puščamo žrtve same. Dvomi se v njihove pripovedi, na ta način se poglablja njihova stiska, vpliv na njihovo psihično zdravje. In če pogledamo, kako grejo te informacije, to gre od ust do ust, pogovarjajo se o svojih izkušnjah, jaz se tudi svoje fakultete spomnim, kako je bilo potrebno pazljivo iti na kakšne izpite, kako si šla oblečena, in včasih se spomnim, da so se kakšne kolegice odločile, študentke, da so oblekle kratko krilo zato, da so naredile izpit, ki so ga šle ne vem kolikokrat opravljati. Skratka, ogromen pomen vidiku moči je potrebno tukaj nameniti, in mislim, da je to pravzaprav glavni temelj, na katerem je potrebno graditi. Lahko me onemogoči za vnaprej, lahko mi onemogoči bodočnost, tukaj so prisotne tudi grožnje. Ne vem, včasih študentke dejansko zamenjajo tudi smer študija, fakulteto, skratka, odločitve so lahko zelo zarežejo v njihova življenja. Težava ne izgine sama od sebe, in zaradi teh nekih pomembnih osebnih izgub, v končni fazi zaradi samega ugleda organizacije same, je pomembno, da težave naslovimo kar se da hitro, in da ko žrtev spregovori, mora spregovoriti v končni fazi tudi okolica, da žrtev ne ostane sama. Se pravi, če nekaj veste, je pomembno, da se pove, ampak ne na nivoju opravljanja. To se mi zdi tudi zelo pomembno, ker povzročitelj vidi molk kot sprejemanje njegovega vedenja. Na ta način se potrjuje to, da s tem ni nič narobe, in tako vedenje se bo nadaljevalo in stopnjevalo, posledice pa bodo vedno hujše. In to me pripelje do doktorice Jovane Mihajlović Trbovc. Vi ste od blizu spremljali eno od prijav podano na Univerzo v Ljubljani. Povejte, kakšna je bila izkušnja iz terena, izkušnja, ko ste sodelovali, pomagali pri prijavljanju, na kakšne ovire ste naleteli? Ja, tokrat se bom osredotočila na protokol oziroma na proceduro samega prijavljanja. Seveda ne bom govorila o čustveni dimenziji in prizadetosti, ki je nedvomno pomembna, in bodo drugi govorili tudi o tem. Torej, od blizu sem opazovala eno od prijav, ki se je zgodila po koncu študija. In se mi zdi pomembno izpostaviti to, da konkretna oseba v bistvu v času študija, ko je doživljala spolno nadlegovanje, niti ni vedela, da pravilnik obstaja. V tem smislu 6. točka pravilnika, ki govori o dolžnosti univerze, o tem, da izobrazi in obvesti vse zaposlene in študente, da pravilnik obstaja. V bistvu ta naloga iz pravilnika ni dobro opravljena, tudi če je dobro zapisana. In se mi zdi, da neki sistemskega izobraževanja tako brucov kot predavateljskega osebja na letni ravni se mora dogajati, ker je univerza pretočna, vsako leto dobivamo nove študente. Torej, niti po koncu, ena stvar je, da se ne pozna obstoj samega pravilnika in sploh procedure prijavljanja. Tukaj pridemo do tega, da je pomembno vlogo odigral študentski svet kot neki posrednik informacij. Ampak v bistvu v času študiranja veliko ljudi se ne zaveda, da je prav to ena od funkcij študentskega sveta, da se na študentskega predstavnika, predstavnico lahko obrnete, in je v bistvu javni izstop rezistence v zadnjih mesecih naredijo ogromen, se mi zdi, premik, prav s tem, da je tudi opozorijo na to, da so študentski sveti eden pomemben
člen v tej proceduri samega prijavljanja. Naprej, v pravilniku v bistvu ni opredeljeno, kako naj bi prijava izgledala. In iz pozicije nekoga, ki je študent, študentka, v bistvu strah pred belim papirjem itak da obstaja na splošno in je v bistvu iz te pozicije prizadetosti, negotovosti, strahu pred samo prijavo in tega dvoma vase, ali sem jaz mogoče kaj prispevala k temu, da sem to doživela. Prenesti celo breme peljanja protokola na samo študentko oziroma osebo, ki prijavlja, je in nefer in v bistvu ne prispeva samemu postopku. Torej, sistem bi moral biti bolj user-friendly. Študentom, študentkam pojasniti, kaj naj bi ta prijava vsebovala, kateri elementi so pomembni, kateri ne. Ali je na primer treba to sestaviti čim bolj faktografsko, to je nekaj, o čem je oseba, o kateri govorim, iz njene pozicije, nekaj, s čem se je dolgo sama sabo ubadala. Ali je pomembno držati se faktografskih informacij, peljati neko kronologijo, ali se osredotočati na to osebno izkušnjo prizadetosti oziroma nemoči. In še dodala bi to, da se mi zdi zelo pomembno to, kar je Neža Kogovšek izpostavila, to je ta časovni zamik, s katerim se prijave dogajajo. Tudi v primeru, ki ga osebno poznam, je bilo tako. V bistvu mislim, da bi sistem in pravilnik in protokol moral biti tako spisan, da v štartu računa s tem, da časovnega zamika bo. Ker v bistvu se v večini primerov to prav tako dogaja. In izpeljati, mogoče specificirati protokol za primere, ko govorimo o osebi, ki je študentka v procesu študiranja in za osebe, ki prijavljajo za nazaj. Torej, po eni strani razrahljati časovne omejitve in možnosti prijavljanja, po drugi strani razmišljati o tem, da so tudi študenti, ki so v času študiranja v še bolj ranljivi poziciji in v tem smislu jim sistem mora iti še bolj na roko. Zato mislim, da bi ta pravilnik morali spremljati ne en protokol, ampak v bistvu 2 ali 3 protokoli oziroma lahko znotraj enega protokola več različnih. Eden, ki obravnava pozicijo zaposlene kot žrtve, študenta, študentke in bivšega študenta, študentke, ker so v bistvu to strukturalno bistveno različne pozicije. Tudi se mi zdi nujno, nekaj, kar ne obstaja v trenutnem pravilniku, a to je zelo natančno opredeliti mehanizem anonimnega prijavljanja. Ker tudi iz izkušenj tujine, ampak tudi iz izkušenj osebe, ki sem jo osebno spremljala ali pomagala, je v bistvu potem, ko mine strah od storilca, sledi mu strah ali istočasno strah od reperkusij, kaj se zgodi, kakšne so posledice, če gremo v prijavo. Potem pa se mi zdi, da je dominanten strah, da bo zaupnost zlomljena oziroma da bodo informacije procurljale, preden je oseba pripravljena iti z njimi, ne vem, v javnost, oznaniti proceduro in tako naprej. V bistvu strah tega, da bo nekdo predčasno prijavijo profesorju, profesorici in bo v bistvu protokol ne predvideva, kaj se zgodi s konflikti interesov med, na primer, osebami, ki so imenovane v komisijo, ki naj bi obravnavala ta primer in potencialnim oziroma imenovanim storilcem ali storilko. Kot sem govorila prej, akademski prostor v Sloveniji je zelo majhen, prepleten in klientelističen. In tudi v dobrih namerah v bistvu se pogosto težko izognemo konfliktu interesov. O tem je tudi
treba razmišljati, da v bistvu sistem omogoča različne možnosti anonimnih prijav. Trenutno je v bistvu anonimnost nekaj, kar je breme članov študentskega sveta, ki prevzamejo to komunikacijsko vlogo med prijaviteljem in naprimer uradniki, če prijavitelj, prijaviteljica hoče ostati anonimen, vsaj na začetku. Ampak to je tudi ogromno breme, ki jih mi dajemo na pleča v bistvu študentov. Ljudi, ki so že sami komaj vstopili v odraslost. In se mi zdi, da bi sistem nasplošno moral biti bolj user-friendly. Hvala za deljenje te izkušnje. Bomo z gospodom Mitjo Svetetom nekaj več govorili tudi o spremembah na zakonodajnem področju, ki so se zgodile oziroma se dogajajo v zadnjem letu. Ste pa me lepo napeljali na naslednje vprašanje gospe Kati Zabukovec-Kerin, in sicer na problem groženj in poniževanja tudi tistih, ki so o nadlegovanju spregovorili v imenu žrtev, da ne ostane neizrečeno. Izvolite, Katja. Hvala. Ja, prevečkrat se zgodi, da ko se namesto žrtev izpostavijo neke druge osebe, kakršnekoli predstavnice to že so, da se v bistvu na te predstavnice zvrne ves gnev in da so one tiste, ki na nek način plačajo z lastnim ugledom. V zadnjem času je zelo popularno smešenje, poniževanje preko različnih družbenih omrežij. Tako nek poskus povzročiti neke vrste socialno smrt ali pa socialno izolirati nekoga. Način, kako zmanjšaš pomen spolnega nadlegovanja ali pa kjerkoli druge oblike trpinčenja, je ta, da osmešiš tistega, ali ki je prijavil ali ki je stal zraven. In o tem je treba spregovoriti, zaradi tega, ker gre za neke vrste dovoljenje, ki ga dajemo s tem, ne? In je poskus utišanja. Se pravi, ko kdorkoli želi govoriti o spolnem nadlegovanju, se ga poskuša utišati na kakršenkoli način je to mogoče. To smo videli pred par leti že v enem procesu študentskih volitev, ko so svoje politične nasprotnice napadali in njihovo izbrano orožje je bilo spolno nadlegovanje, ne? Tako da spolno nadlegovanje je res tisto, ki poskuša pomakniti zlasti ženske nazaj v zasebnost iz javnega prostora, poskuša uzurpirati javni prostor, res na način, da umaknemo empatijo do žrtev in do tistih, ki za njimi stojijo. Tako da jaz mislim, da je ta pogovor o tem, kako pravzaprav vsak dan dajemo dovoljenje temu, da se spolno nadlegovanje nadaljuje, da je velik del problema. Kako se v bistvu težko izpostaviti in tega samo s pravilniki žal ne moramo rešiti. Zelo pomembno je, da se pač seveda dodela pravilnike na način, ki omogoči sankcioniranje, pa tudi zaščito žrtev, ampak pomembno je pa tudi, da jih uporabljajo ljudje, ki imajo na tem področju znanje in da se angažiramo vsi, ki smo zraven. Ker v bistvu je občinstvo tisto, komur je pogosto namenjeno spolno nadlegovanje, da bi videli, da ne raje ostanejo tiho, da ne raje ostanejo neopazne, anonimne in potem se jim nekaj hujšega ne bo zgodilo. Tako da med nami, danes, ko so tudi predstavnice rezistence, je treba povedati, da so bile izpostavljene tovrstnemu poniževanju in smešenju in se jih zahvaliti, ker so vseeno zmogle in ker se temu niso pustile in tako bi morali ravnati prav vsi. Mogoče lahko kar z gospod Saro Svati-Šaran s tem nadaljujemo, ne, ker ste žogico podali v to smer, ne. Sara, izvolite, no, tudi vi ste bili kot rezistenca, ne, govorim, žrtve linča, ne. Ja, hvala. Mislim, in kot rezistenca in kot podpredsednica študentskega sveta FF, pa tudi pač predsednica študentskega sveta Mija Hočevar sva bili tako na nekih, zdaj je pač Twitter uradni list, kjer se take zadeve dogajajo in sva bili seveda oklicani za lažnivki. Predvsem problem je ta, ja, pač anonimnost žrtev, ne, pač problematično v tem vidiku, da ko je nekdo anonimen, je pomeni isto, kot da smo si te žrtve same izmislile v študentskem svetu FF. Ampak, mislim, ja, pač
Trenutno je edini mehanizem anonimizacija, torej to, da sem sama prevzela pač odgovornost namesto žrtev. Res je, tudi na Filozofski fakulteti prišlo do tega primera, da so bile žrtve šele na magistrski stopnji, ko so že niso več imele tega profesorja v obveznem študijskem programu. Šele takrat, ko so ugotovile, da se ne rabijo več soočati z njim, šele takrat so šle v sam postopek prijave. Prej si tega niso še mogle drzniti, niso se počutile dovolj pogumne, tudi ne bi šle v samo prijavo, če ne bi bila anonimizacija zagotovljena. Bi pa omenila pri samem pravilniku, pač problem je ravno v tem, da ja, pač zaščita žrtev je zgolj tako omenjena, žrtev bo zaščitena, na kakšen način, konkreten način pa ne. In ni naslovljena različnost študijskih okolij, precej drugače je, če ne vem, so predavanja ex cathedra, kjer si zgolj pač v prostoru, ampak sicer si v istem prostoru z pač profesorjem ali profesorico, ki pač je povzročitelj nasilja, ampak sej si lahko usedeš, ne, recimo v zadnjo klop, ne. Sicer to ni pač rešitev, ampak tako recimo v takem študijskem okolju je recimo precej lažje preživeti to izkušnjo nasilja kot v študijskem okolju, kjer so vaje, seminarji, delujejo na individualni ravni, ne. Tako da Razumem, ja. Hvala lepa. Gospod Mitja Svete, vi ste uvodoma nekaj že omenili, namreč na spremembe na zakonodajnem področju, ampak tako tudi, kot je pred vami dejala gospa Zabukovec-Kerin, zakonodaja sama po sebi ne pomeni še nič, dokler se ne izvaja aktivno v družbenih podsistemih. Pa lahko vi nam predstavite mogoče najpomembnejše spremembe torej na zakonodajnem področju, ki so se zgodile ali pa se dogajajo v zadnjem letu dni? Ja, hvala za besedo še enkrat. V bistvu 3 področja so. Ena, ki je že sprejeta, so jasno zastaralni roki, ki so za spolno nasilje, sedaj lahko rečemo, dovolj dolgi, razen še vedno velika črna pika v partnerskem oziroma zakonskem razmerju, tam imamo še vedno eno sramotno določbo glede spolnega nasilja. Potem druga je jasno hiša za otroke, ki je v teku, se pravi posebna oblika obravnava mladoletnih oseb, ki so žrtve spolnega nasilja. Zakon bo v drugi obravnavi glih ta teden, se pravi, mislim, da je v četrtek v parlamentu. In seveda model Samo ja pomeni ja, kjer tudi izgleda, da nam bo uspelo, da to končno premaknemo in da bo model v neki obliki, zdaj v kakšni obliki pa bo sprejet. Kot je bilo že rečeno, sama zakonodaja je v bistvu šele okvir, šele okvir in prepoznanje, da imamo probleme. Ko prihaja do teh sprememb na zakonodajnem področju, smo lahko videli gospoda Šepca, in taka mnenja so se pojavljala ob vseh spremembah, recimo tudi pri hiši za otroke so bila v začetku neka podobna mnenja, da so stvari pri nas že urejene. Zato je treba da imamo tudi bottom-up pristop, rezistenca 8. marec, aktivistični pristop je nujen. Samo z zakonodajo in pravilniki ne bo sprememb, se pravi, je treba tudi organizacija, pritisk, se pravi pritisk družbe, organiziranih iniciativ, društev, nevladnih organizacij. Potem je pa še ena stvar, v bistvu osveščanje, izobraževanje. Tudi to je, mi ne moremo, ravno to je ta napačno dojemanje, da enkrat, ko imamo zakon, ko imamo postavljeno neko normo,
da smo že dosegali vse, ne, potem je treba ta nivo, ki ga enkrat dosežemo, bomo rekel, držati, obnavljati. Ne vem, mi nevladniki se srečujemo, ko se na Centru socialno delo zamenja generacija, smo spet na začetku, ne, spet štartamo ponekod iz ničle, ne, kar se tiče razumevanja nasilja. Tako da stalni programi osveščanja, izobraževanja, kar se tiče področja nasilja, že od, bomo rekel, vrtca, ne, naprej in potem navzgor, ne. Recimo model samo ja pomeni ja, ne, to je treba v bistvu vsem, recimo srednješolcem, to govorim srednješolcem, fantom, ne, jasno obrazložiti, kje je catch modela samo ja pomeni ja, ne, zakaj je pač pristanek pomemben, ne. In to je nekaj, kar je pa bomo na nek način never ending story, se pravi ta normo, standard, ki ga bomo enkrat upamo vzpostavili, treba vzdrževati. In jasno, tudi akcije še vedno bodo potrebne, ne. Enkrat, ko bomo imeli, bomo rekel, sprejet model samo ja pomeni ja, ko bodo pravilniki spremenjeni, bo še vedno treba ves čas biti pozoren, ne, se pravi, bomo rekel, vzpostavljati to, da se to v praksi ves čas tudi dejansko dela na tak način in seveda po potrebi tudi ukrepati, ne, ker dejansko, kar se mi srečujemo, je to, da standardi vedno padajo nazaj, ne, niso enkrat za vselej postavljeni, ampak dobesedno padajo nazaj, stvari, ki so pred 10 leti bile jasne, jih je treba dobesedno obnoviti ali celo postaviti nazaj, ne, tako da to ni, bom rekel, sprejemanje zakona v parlamentu, ampak tudi konstantna borba, no, na vseh nivojih, ne. Pridobljene ali pa priborjene pravice ni potem zdaj pa noge na mizo in smo okej do ne vem kdaj. Omenili ste gospoda Šepca, lahko za tiste, ki ne poznajo tega primera, samo na kratko poveste, zakaj je šlo? Ja, v bistvu v nastopu na javni televiziji je v bistvu ravno komentiral na eni strani nedoločenost spolnega nadlegovanja. No, pri modelu samo ja pomeni ja, je pa, bom rekel, predstavil nek prastrah moških pred izgubo moškosti, dobesedno, kjer je pač, bom rekel, izrekel za nekoga, ki je pravnik in doktor znanosti, veliko neumnost, da se bo s tem celotna spolnost spremenila in da bo treba dobesedno podpisovati pogodbe, če bomo želeli imeti spolnost. Jaz mislim, da stvari, vseeno, če se dve odrasli osebi ali po končni fazi tudi najstnika srečata, mislim, so stvari jasne, se pač pove, ali želiš, ja, ne, mislim, to ni zdaj neka pravniška znanost, ampak dve zreli osebi to zmoreta, no, on je pa to predstavil kot dobesedno grožnjo moškemu svetu, ker ne bi s tem pač, to je bilo pa med vrsticami povedano, ženske dobile preveč moči in verjetno ta strah, ki se vedno, kadar prihaja do sprememb na področju nasilja, da bi ženske zavladale svetu dobesedno. Ok, hvala lepa. In ko smo pri medijih, me to seveda pripelje do vas, doktorica Jasna Podreka. Pred časom sva skupaj posneli v sodelovanju še s kolegom en podcast na temo odgovornosti medijev, konec koncev, ko gre za vprašanja, kot so poročanje o spolnem nadlegovanju in tovrstnem nasilju, ne. Poslušali ali pa slišali smo že o tej problematiki prijavljanja, grožnjah, demoniziranju tistih, ki prijavljajo, pa kulturi molka in tako dalje, ampak se mi zdi, da mediji nosimo še posebej pomembno vlogo, pa da se je prevečkrat ne zavedamo dovolj. A lahko vi, bom delila povezavo do tega daljšega pogovora z vami, ampak a lahko samo orišete, ko govorimo o medijskem poročanju o teh zadevah, kaj so najpogostejše napake in zmote? Ja, jaz bi rekla, da res mediji igrajo eno ključnih vlog pri spopadanju s takšnimi problemi. In jaz bi rekla, ena ključnih napak, ki jih, če lahko temu rečem napaka, ki jih mediji delajo, oziroma način, kako se o teh zadevah poroča,
je zgrešen predvsem v tej smeri, da mediji zelo radi delajo, težijo po senzacionalizmih in po senzacionalističnih zgodbah, znotraj tega pa seveda zelo radi izpostavljajo konkretne primere, imena in priimke, zelo radi težijo po teh konkretnih zgodbah, to je tisto, kar tudi se najbolj posluša, bere. In skozi to potem pride do, bi jaz temu rekla, politizacije primera, ukvarjanje z konkretnim primerom in odmikanje od širine problema. To smo videli, se je zgodilo tudi s primerom, ki je bil v javnost prišel s strani Filozofske fakultete. Vsi smo se ukvarjali z imeni in priimki, zdelo se pa je v medijih, da se odmikamo od samega, torej širine problema, o družbeni problematiki, ki je povezana s takšnim problemom. In to je pomembno. Torej, jaz mislim, da vloga medijev bi v prvi vrsti morala biti ta, da informira na pravi način. Videli smo, kot je pokazala tudi raziskava rezistence in kot ugotavljajo tudi v nevladnih organizacijah, žrtve zelo pogosto sploh ne vedo, kakšne pravice imajo. In to bi morala biti ena prvih vlog medijev, da informirajo o samem problemu, torej da sploh se spoznajo s problemom, o možnosti, ki jih imajo, o pravicah. Še to je ta problem politizacije primerov, izpostavljanja primerov, da se potem iz enega primera izpostavi, kot da gre za eksces, ki je edini in posamičen, in saj to nima takšnih razsežnosti, saj to ni tak problem. In ravno znotraj tega potem žrtve tudi pogosto teh mogoče nekih nijans, ki ne gredo v neke bolj skrajne oblike spolnega nasilja, nadlegovanja, tudi težje prepoznajo. Te mediji bi tukaj morali igrati zelo pomembno vlogo pri senzibilizaciji za problem, torej o ustreznem, pravilnem poročanju, o tem opozarjanju na prava vprašanja, ker kot smo slišali, vedno se ukvarjamo z vprašanji, zakaj je ona to naredila, na kakšen način, zakaj se je tako oblekla, namesto da bi bilo vedno glavno vprašanje, ki si bi ga tudi resni mediji morali postaviti, zakaj je ta oseba prestopila mejo, zakaj je to naredila. In pa, kar bi jaz rekla, da v osnovi manjka, je kontekstualizacija problema. Torej ne ta psihologizacija posameznih primerov, ki jih naši mediji tako radi delajo, ampak kontekstualizacija, recimo, gremo skozi primer, ne z imeni in priimki, lahko se ga dotaknemo, vendar je zelo pomembno, da bi v medijih bilo več prostora za neko kontekstualizacijo, strokovne debate, ki bi torej primer umestile v širši problem. In to se meni zdi, da bi morala biti ključna vloga torej medijev. Ja, pravim hkrati ob tem hvala za vprašanja, ki pošiljate bodisi v direktna sporočila, bodisi v chatu. Ker počasi končujemo, doktorica Podreka, mogoče kar z vami nadaljujem, ste del ekipe, ki oblikuje strokovne smernice za primere spolnega in drugega nadlegovanja in nasilja na Filozofski fakulteti. Lahko na hitro predstavite institucionalne rešitve, ki ste jih do zdaj naredili na FF-ju? Ja, hvala za vprašanje. Ja, na FF smo se torej ravno, ko smo skozi te primere, ki so se zgodile, ko je vodstvo opazilo, kje so vse pomanjkljivosti, ki so se pokazale skozi prakso, ugotovili, da torej rabimo neke institucionalne rešitve. Prva ideja je bila, da bi oblikovali nek protokol, potem smo pa ugotovili, da je protokol dokument, ki nam ne omogoča neko širšo, torej, ki nam ne daje prostor za oblikovanje nekega takšnega spremljevalnega gradiva, kot ga je omenjala tudi Neža Kogovšek, ki bi omogočal torej neke bolj podrobne oziroma kontekstualne razlage problema. In zato smo se pol odločili, da bomo v prvi fazi naredili strokovne smernice, v katerih smo nekako poskušali zajeti ravno vse to, kar je Neža opozarjala. Torej, da podamo definicije noter, ki so širše in široke, da lahko osebe na hitro vidijo, preberejo o tem in da sploh prepoznajo skozi to, kaj se jim dogaja. Prav tako smo noter definirali krajevne pristojnosti, torej na kaj naj se nanaša, katere vse dogodke, na katerih lokacijah mora tudi fakulteta obravnavati, razmerja, na katera se nanaša, kakšne so recimo kaj so zaupne osebe, vse take stvari, kaj vsebuje prijava in tako dalje.
Skratka, strokovne smernice so sedaj širše, nekje na približno 18 straneh, bodo tudi v tem tednu ali kmalu naložene na spletno stran. Ob tem pa potem, ko bo pravilnik prenovljen, bomo pa oblikovali še protokol, ki bo sledil temu, kar je pa Jovana opozorila, da targetira različne populacije posebej in bo ta dokument spremljevalni na ta način, da bo bolj na nek prijazen način, krajši od smernic, pojasnil, kako konkretno je potrebno postopati skozi formalne postopke. Evo, to je ta dokument, to so te naše strokovne smernice, tako da, ja, vse to se nam, v bistvu, ko smo ugotavljali, ko smo to pripravljali, smo izhajali tudi iz prakse iz tujine in te spremljevalni dokumenti so izredno pomembni. Ob tem pa nujno, torej izobraževanje, da to sploh obstaja, ne, da bodo dejansko študenti in študentke in tako zaposleni in zaposlene vedeli, kaj vse imajo na razpolago. Omenili ste, doktorica Podreka, tujino. Zdaj vprašanje za kdor želi odgovarjati, ni neposredno usmerjeno na vas. Deloma je doktorica Jovana Mihajlović-Trgovec nanj že odgovorila v klepetu. Namreč Jana Javornik, ki pozdravlja pogum skupine Rezistence in odločenost za izpostavljanje, sprašuje, ko govorimo o nadlegovanju v akademskem prostoru, če je po vašem mnenju Slovenija v tem specifična glede na druga okolja. Kdorkoli želi odgovarjati. Mogoče Jovana, ker ste že v klepetu nekaj malega o tem govorili, namreč Jana to sprašujem, pravi, da je v Združenem kraljestvu na primer zelo visoka plačna vrzel in tako imenovan sticky floors, v nordijskih okoljih razširjen inbreeding navzlic internacionalizacijskim agendam. Torej, je po vašem mnenju Slovenija kaj specifična in izkušnjah, ki jih imate? Ja, jaz sem razumela to vprašanje Jane Javornik, da je naslavljalo vprašanje tega akademskega inbreedinga, samoplojevanja, ampak v bistvu je povezano z temo razprave. Vsako akademsko okolje je specifično in tudi se zelo razlikuje velika univerza od majhne zasebne univerze, univerza in raziskovalni centri, kjer so študenti v bistvu samo peščica njih na podiplomski, na doktorski ravni. Tako da je v bistvu pomembno, da razumemo te različne plasti. Torej, kaj je karakteristika neka splošna akademskega okolja v primerjavi z drugimi delovnimi okolji, kaj je specifika posebej slovenskega, kot sem rekla, majhnost in način kadrovanja je pomemben faktor, ki ga je treba razumeti za obravnavanje teh vprašanj, in na koncu sama institucija in njene specifike. Kot je Sara Svatis-Šran pojasnila, ni isto, ali je študent v stiku s profesorjem, profesorico v veliki avli ali v majhnem laboratoriju. In poanta je, to, kar strokovnjaki opozarjajo, je, da se v bistvu konkretni ukrepi, pravilniki in protokoli prilagodijo specifikam konkretne inštitucije. Zaradi tega neko enostavno kopiranje, copy-pastanje pravilnikov z ene univerze na drugo v bistvu ne bo zadostovalo, ampak je pomembno, da na vsaki instituciji imamo eno takšno skupino, ki kombinira različna znanja in različne pristojnosti znotraj inštitucije in ki je v nekem nenehnem izobraževanju in izmenjavanju znanj z drugimi inštitucijami, bodisi v tujini ali v Sloveniji, ki so nekaj na tem področju že naredile. Rada bi tudi opozorila, da z letom 2021 Evropska komisija uvaja nov vstopni pogoj za prijave na evropske razpise Obzorje Evropa, kar je za vse akademske inštitucije zelo pomembno kot pomemben vir financiranja. In ta vstopni nov pogoj zahteva od inštitucij, da imajo načrte za enakost spolov.
V predlogih, kaj naj bi ti načrti naslavljali, eden od 5 osnovnih gradnikov je prav vprašanje, da inštitucija v bistvu razvije ukrepe za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno z spolnim nadlegovanjem. Evropska komisija tukaj ne predlaga one size fits all, ampak prav nasprotno, pravi, odgovor mora priti iz same inštitucije in po njene specifike. Še eno vprašanje pa imamo iz Facebooka, in sicer Tadej sprašuje, zakaj mislite, da je vedno več iz leta v leto nasilja, ki se včasih konča z umorom, in zakaj je vedno več spolnega nasilja iz leta v leto. Jaz dodajam vprašanje, a je res obojega več? Zdaj pa ne vem, mogoče, če ima katera ta podatek, sicer bomo morali preskočiti to vprašanje. Ima kdo podatek o tem, ali nasilje narašča? Mogoče, če lahko. Prosim, ja, Katja. Tega podatka nimamo. Vemo pa, da živimo v obdobju zgodovine, ko je pravzaprav nasilja manj, kot ga je bilo kdajkoli prej. Če pogledamo situacijo pred 150 leti, z nekaj oddaljenosti je danes nasilja nad ženskami vseeno manj, vseeno je prepovedano, vseeno se nekaj dogaja, da so ženske bolj zaščitene, da imajo več možnosti na voljo. Vendar pa je treba opozoriti na to, da se zna v okoljih, ko povabijo žrtve k razkritju, ko jim omogočijo varen prostor, da lahko govorijo o svojih izkušnjah, se lahko zgodi, da je nenadoma teh primerov več, da se nenadoma opogumi več žrtev, in to je dober znak, to ni slab znak. Tako da to, da je več razkritij, je treba bolj povezati s trenutnim, s tem, kako žrtve trenutno doživljajo razmere v družbi, da doživljajo na nek način spodbudo, da poročajo o tem, kaj se jim je zgodilo, ne govori pa to o tem, da je nasilja danes kaj več, kot ga je bilo recimo pred enim letom. Živimo sicer v enem posebnem času, času karantene, zapiranja v lastne domove, ko ne gre zanemariti, da je večina tistih, ki so že prej doživljale intimno partnersko nasilje in nasilje v družini, bolj ogroženih. Vidimo tudi, da se družinski umori dogajajo na majčkeno drugačen način, kot so se v preteklosti, da žrtve niso tako prevladujoče ženske. Ampak vendar ne moramo pa nasplošno reči, da je danes kaj več nasilja, kot ga je bilo v preteklosti. Mislim, da je to eno od napačnih prepričanj. Hvala lepa, in s tem počasi zaključujemo, razen če bi kdo želel oziroma želela še v zaključku kaj dodati, bi se vam jaz vsem res zahvalila za doprinos k tej okrogli mizi, za to prepotrebno tudi analizo pravilnika Univerze v Ljubljani, bo gotovo marsikomu prav prišla, ampak evo, če želi kdo za zaključek še kaj, sicer pa ne, okej. Nekaj smo povedali, veliko pa o tej temi bi se še dalo in vem, da se bo. Najlepša hvala za vprašanja, vsem najlepša hvala, ki ste nas spremljali, in hvala lepa tudi sogovorniku in sogovornicam na okrogli mizi, gospod Mitja Svete, Maja Plas, Katja Zabukovec-Kerin, doktorica Neža Kogovšek-Šalamon, doktorica Jasna Podreka in doktorica Jovana Mihajlović-Trbovc. Hvala lepa tudi vam, Sara Svati-Šaran, za predstavitev in gospod rektor, profesor dr. Igor Papič, za uvodni nagovor in sodelovanje, spremljanje tako pomembne debate. Hvala lepa in gotovo kmalu spet v kakšni od podobnih zasedb, gotovo pa s takšno temo. Hvala lepa in prijeten večer še naprej. Hvala vsem, srečno. Ja.